Zdravstveni dom Murska Sobota je ponovno odprl svoja vrata in obiskovalcem predstavil vse enote, ki delujejo na tej lokaciji. Tokrat so pripravili že 5. dan odprtih vrat. Naši uporabniki ponavadi pridejo do nas, ko so v težavah, bolani, v skrbeh. Mi pa želimo, da nas poznajo tudi takrat, ko so zdravi, da jim predstavimo tudi naše druge dejavnosti, ki jih mogoče drugače ne uporabljamo. V zdravstvenem domu imamo več različnih enot, se pravi upravljamo dejavnosti splošne medicine, pediatrije, ginekologije, medicine dela, pulmologije, zobozdravstva, nujno medicinsko pomoč in reševalno službo. In prav je, da nas vidijo tudi takrat, ko nas ne potrebujejo. Letos je mogoče posebnost, predstavljamo, kot veste, je popularen in zelo koristen. Pokazala se je velika učinkovitost programa SVIT, to je program zgodnjega odkrivanja raka na črevesju. Tako da imamo letos posebno točko, ko je predstavljen model črevesja, kjer si lahko vstopijo notri, pogledajo, kakšne so te predrakave ali rakave spremembe. Ostale enote se pa predstavijo pač svojo dejavnost, lahko si izmerijo krvni tlak, krvni sladkor in še kaj, ko dobijo kakšen nasvet. Letos prvič torej se je na dnevu odprtih vrat predstavila ekipa SVIT-a. V Pomurju vemo, da je odzivnost v program SVIT najnižja, tako smo nekako ob tej priliki povabili ekipo iz SVIT-a, da nam malo popestri to dogajanje, drugače pa Zdravstveni dom Murska Sobota nekako skrbi na 3 lokacijah za udeležence, vkolikor imajo kakšno vprašanje v zvezi s programom SVIT, in sicer ena je tukaj v Zdravstvenem domu Murska Sobota, spada pod zdravstveno-vzgojni center, 2 pa se nahajata na Goričkem, kjer je odzivnost še slabša kot v Murski Soboti, in sicer v referenčni ambulanti zdravstvene postaje Grad in pa v referenčni ambulanti zdravstvene postaje Gornje Petrovci. Kaj ste pa recimo danes za vse obiskovalce, ki se bodo ustavili tukaj pri vas, pripravili? Zdaj konkretno se lahko sprehodijo po modelu debelega črevesa, kjer vidijo vse spremembe. Nekako sam program SVIT deluje preventivno za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb na debelem črevesu in danki, in nekako imajo udeleženci oziroma obiskovalci priložnost videti vse te spremembe, kako potekajo, pa mogoče s tem tudi dosežemo višjo odzivnost v program. Preventivni pregledi so pomemben del k ohranjanju boljšega zdravja. Obiskovalci so med drugim lahko preverili tudi nivo sladkorja v krvi. Izvajamo odvzem sladkorja iz prsta, ki mora biti praviloma tešč, lahko vsaj 6 ur. Drugače pa v našem diagnostičnem laboratoriju izvajamo različne biološke materiale, odvzem krvi, urina, pošiljamo v druge laboratorije. Odvzemi se izvajajo od jutra, od 6:30 do večera, do 7, popoldan so nujni pacienti. Praviloma naj bi bil pacient tešč zjutraj, za nujne preiskave ni potrebno biti tešč. Pacient pride z napotnico, se oglasi pri nas in z elektronskim naročilom prek kartice, ki ga napoti zdravnik, in na koncu tekom dneva potem izvedemo preiskave, na koncu dobi pacient svoj originalen izvid. Zdaj ste rekli danes tukaj, da izvajate za sladkorno bolezen. Kako je recimo statistika oziroma kako kaže obolevnost v Pomurju glede sladkorne bolezni? Ja, to točno ne bi vedela. Sicer je povišano obolevost, največ je ta sladkorja tipa 2, ampak se morajo pacienti res, ko dostikrat niso osveščeni, ko morajo priti na tešče, ko včasih pridejo res, naprimer, ko zjutraj nekaj poje, vsaj 6 ur mora za sladkor biti na tešče, ko je pravilen rezultat. Rekli ste, da je v Pomurju recimo obolevnost malo višja, verjetno so zato tudi takšni dogodki, kot je današnji, primerni, da ljudje pridejo, brezplačno se testirajo. Ja, je preventiva za njega, boljša, ko se preverja, naprimer za njega, ko pol ve. Mogoče, da na podlagi današnjih rezultatov tudi potem uporabnike napotite naprej na pregled, ali to samo zgolj mogoče informativno? Za njega informativno, ampak mu damo zdaj na koncu
listek, s katerim naprimer ima zdaj vrednost, če je povišana, ka pol stopi naprimer do svojega osebnega zdravnika, ne, ka ga napoti naprej, mislim, zdravnik najbolj ve. Ne. V sklopu zdravstvenega doma deluje tudi nujna medicinska pomoč in reševalna služba. Zadnja pridobitev je bila 2 reševalnih vozil, katera predvsem nam pomaga, da lahko kombiniramo z nujnim reševalnim vozilom in pa z nenujnimi reševalnimi prevozi. Tako da možnost je tudi, ko nam primanjkuje kakšnih vozil ali katerih jih lahko opremimo tudi za nujne reševalne prevoze. Kako mogoče ocenjujete vašo odzivnost na klic ljudi, uporabnikov? Ja, naš odziv je odvisen od naših prostih vozil, torej če so katera zasedena, se aktivira, mora biti tudi z reševalne službe, katere izvajajo nenujne reševalne prevoze. Njihov povprečno dostopni čas je 10 do 15 minut. In kaj vse najdemo v reševalnem vozilu? Reševalno vozilo toliko ne zajema toliko nujnih aparatur in opreme, koliko reanobil v nujni medicinski pomoči. Tako da same tiste osnovno opremo, kateri vsebuje ventilator, aspirator, defibrilator in pa vse ostale opremo, katera lahko življenjsko ogroženega reši. Sicer pa ima zdravstveni dom Murska Sobota pod svojim okriljem še 14 dislociranih enot. Tako da mi skrbimo v bistvu za vse te dislocirane enote. Pač posamezna občina poskrbi za svojo enoto. Zdaj, lansko leto je bila dokončana energetska sanacija teh zgradb v mestu Murska Sobota, ki so bile zelo dotrajane in zelo potrebne obnove. Tako da vsako leto kaj načrtujemo. Letos bomo zgradili nadstrešek za reševalna vozila, ki ga v bistvu sedaj niti nimamo. V bodoče pa želimo tudi sanirati to zgradbo, ki je star 80 let, ki je pod spomeniškim varstvom in ta je zdaj edina, ki je ostala v stari podobi. Mogoče samo še za konec, kako je pa recimo z osebjem? Je zadosti osebja? Je na katerem področju mogoče pomanjkanje pri zdravnikih, pri drugem osebju? Kadrovska zasedba je trenutno takšna, da mi program, ki ga moramo opraviti, opravimo. To pomeni, da na področjih, kjer je pomanjkanje, se pač tisti, ki delamo, malo bolj vključujemo. Imamo pa strani ministrstva in zdravniške zbornice odobrenih več specializacij kot v prejšnjih letih, tako da imamo veliko specializantov, ki trenutno ne morejo samostojno upravljati svojega dela, ampak bodo v bodoče se vrnili v našo hišo, tako da moram povedati, da smo zadovoljni. Zato si prizadevajo, da so in bodo v prihodnje zadovoljni tudi njihovi uporabniki.